Dobro došli na Ocvirki podcast. V meni je erekcija. Zdaj sem preveril za zihar, če ste imaš. Oh, yeah. Snemamo. Da še preverimo, ampak jaz mislim, da je vse v najlepšem redu. Dober dan, tisti dan v tednu, ki je, na katerega tole poslušate, z vami sva Florian in Matej. Dober glasbeni vložek, Florian. O čem se bomo pogovarjali danes? Nimam pojma. Takoj si spremenil glas, ko smo začeli. Ja, mogel sem. Da sem nadel svoj podcast Alter Ego. To je tudi band, v katerem sem nekoč igral. Zelo to še obstaja? Priložnostno, nekoč mogoče. V glavnem bral sem drugač to je zelo random tema, ampak bral sem en zelo zanimiv članek, ki bo presenetil tako tebe, kot je presenetil Urško, ko ste razlagal, ko je me vprašala, kaj se je to pa danes smenila, pa sem rekel, da pač članek sem bral in da sem začela s tem. Zdaj si me kar navdušil, že predtem si spet povedal. Ampak je ful random, v glavnem gre pa o kogniciji oziroma mišljenju ene zelo majhne živali, nekaterim zelo ogabne. Podgane. Ne? Netopir. Ne, se ni tako ogabni. Ti so veliki ogabni, oni avstralski. Ja, ampak ne. Majhna žival, o njeni kogniciji, miška. Ja. Ne? A pa ogabna je. Mislim, ogabna... Breja krtina. To moram enkrat razložiti, brejo krtine, ampak ne. Ja. Mislim, ogabna, bom rekel, zelo neprijetna za pogled, včasih je lahko kosmata. Ima načeloma več oči. What the fuck? Lahko so tudi, ta žival ni nujno samo čisto majhna. A ja, pajek. Bravo, tako. Pavk. V glavnem, da sem pavk. V glavnem, ja, o pajkih in specifično o teh jumping spiders, ampak še ena vrsta je bila, ki se jim reče nekaj podobnega kot patria, sam ni bila patria. V glavnem, o tem se je šlo. Don't go there. V glavnem, to so pač ti pajki, ki skača in pač za njih je značilno, da imajo zelo dober vid, enega izmed boljših kao od vseh živali. A imajo več oči, drugač? Nisem se v to. Okay. Samo ko si prej, sem se spomnil, da ene imajo. No. V glavnem članek se začel o tem, da nasplošno živa bitja, da lahko imajo dobro kognicijo, oziroma pač ne, da lahko razmišljajo, pa to, da morajo imeti veliko kapaciteto možganov. In zelo dolgo je kao veljalo, da če nisi imel dosti velike kapacitete, ne, z možnosti, da sploh lahko imaš velike možgane, da ne moreš pač razviti kognicije ful dobre. In recimo zdaj pri teh pajkih so pa ugotovili, da čeprav je njihovi možgani so toliko veliki, da grejo v glavo bucike, ko je to nek delček milimetra, ne, naprimer. Ja. Ne, ni mikro, ampak pač na mehko. Ja. Ja, najbrž je. Ja, bucika ni mikro, se jo vidiš. Ja, mikro, odvisno koliko mikro to. Da. V glavnem, njihovi možgani grejo v buciko in pač pol so preučevali njihovo kognice in kaj oni lahko, česa so vse sposobni in so med drugim tudi ugotovili, recimo, kar se tiče življenjskega prostora, najdejo jih sicer med drugim v Afriki pa v Aziji, pri nas mislim, da jih ni tako veliko, teh specifičnih, ko se jim reče tako kot patria. In so recimo ugotovili, da lahko pajki, vkolikor pridejo recimo v naš življenjski prostor, predvidijo, kdaj smo ljudje aktivni in jih v tistem času ni. Wow. Kao da si zapomnejo.
A to je pač zdaj specifično za to vrsto? Ja, specifično. Mislim, bral sem specifično za to. Ni treba zelo, ampak lahko poiščeš ta članek. Ja, Tok, da bomo linkala v spodjem. Ne vem, koliko je zdaj scientific, jaz sem čistko, ne vem, kje sem sploh to najdel, ampak ful mi je bilo zanimivo nekaj v kogniciji, sem iskal in pa sem pač na to nabasal. Se pravi, prebral. Da razumejo pač vzorce ljudi, da je so v prostoru ljudje, da niso. Pa ful je tudi zanimivo, ker oni so pa povezali to, da je kognicija zelo odvisna od vida, torej vidim in lahko razmišljam, tako je, pač imaš to foro. Ja, to je drugač, če malo povežem, zelo povezana sta vid pa fokus. Ja. Se pravi, če ti jasno misliš fokus kot pozornost tako, fokus kot pozornost, koliko lahko ti posvečaš pozornost, če ne vidiš, naprimer jaz osebno, ko imam očala, takoj ne morem biti isto fokusiran, če sem brez njih, če naprimer kaj delam za računalnik, vse je precej logično, ampak če se ne moreš osredotočiti, boš težko pozornost držal, ne? In je zato tudi neka raziskava bila, da ti lahko pomaga, da ti padeš v nek fokus to, da preden z neko nalogo začneš, da se na eno točko pač v sobi osredotočiš za 40 do 60 sekund in jo moraš pač gledati tistih 60 sekund. Samo da pač vid pa fokus usmeriš, da se pač sproži tudi proces, da pa se moraš na neki fokusirati. Ja. Tako da se pravi, da pa zaradi tega, ker imajo vid dober, da jim to pomaga. In bilo je recimo tudi, ni bilo samo to, da delujejo čisto nagonsko, ampak da razmišljajo toliko lahko naprej, da so pol delali poizkus in so dali pajka najprej na višjo točko in iz te višje točke je videl 2 stolpa pred sabo, vmes je bila voda in se je pol mogel odločiti, ali pač pri enem stolpu je imel pač neke te mrtve druge pajke, ki jih je, na drugem je pa pač listi ali pa nekaj, kar ga ne privlači. Njega je ta hrana zanimala kao bolj. In je pol so mu dali najprej nekaj časa, da si je ogledal, pa videl je tako iz ptiče perspektive tudi dol. In si je pač v glavi pa načrtoval, kje mora iti, si je naredil pot in je pač dejansko prišel do tam, ko more. Koliko je bil oddaljen od tega? Ne vem, ne bom nič rekel na pamet. Sam če je bilo to kao za pajka, velika oddaljenost, to mislim, če veš. Koliko je bil pač od tega oddaljen. Pisali, ampak niste opozorili. Mene je bilo pač že to, da sploh da si je pot naredil v glavi, pa je pol sledil temu. Pol so bili tudi neki opisi, da je najdel neko foro in da je golfal to igrco, kao oziroma eksperiment in da si je še pač bolj, da je neki preskočil, pa tako, ampak da si je dejansko načrtoval pot. To. Pa še ena zanimiva stvar, ali pa mogoče sem še kaj druga spomnil, ampak to, da recimo omenil sem, da on je itek plenilec, ne? Ja. In je tudi druge pajke. Ja, se to me je zelo, ko si rekel, kao, da so neki mrtvi pajki. Pač jaz sem bral pač to, nisem se zdaj spuščal specifično, kaj je, pa življenjski prostor. Malo bi si pa lahko času vzel, no, da bi... Da si jih sam za prijatelje. Ok. In je bilo pač pisali o tem, da pač on prije do plena na ta način, da pač ne dela mreže pa to, ampak da napade, pa pol ima 2 ta strupnika, s katerimi pol jih zabode in pač ne vem, kaj se pa zgodi, jih pač poje. Ampak bilo mi zanimivo to, da on recimo preži na pajke, ki pa delajo mrežo in on pride do roba mreže in isto, ko sem ti prej razlagal. Tako da se je ulovil, ali kaj? Ja. In pride in z nogico trese uno in kao imitira nekaj, da se je kao ujel in pol drug pajk prije gledati in ga takrat kao napade. In isto pač observa, kako se reče to po slovensko? Opazuje vedenje tega drugega pajka, ki je recimo njegova prey, kaj je to? Plen, ja, ne znamo več slovensko govoriti. Ki je njegov plen, preži na njega in pol... članek bo prav. Ja, okay. Preži, ja. Pa ful načrtuje, recimo pol tudi ugiba oziroma sproba več različnih tehnik, ima pa quick face moral ponaša zdaj drugo žuželko ali ponaša drugega pajka ali kak veter ziba to mrežo, gledam pride in pač on mu zatresa ono mrežo pač prije pogled in pol zgrabi ga. Kaj je že to? Ja, se pravi, če hočeš biti Spider-Man, te mora
ta pajek ugrizniti, da si pameten Spider-Man. Pa. Sem Spider-Man, ima mrežo. A ja, ta sploh... Jaz mislim, da nima, on sam skače. Ja, on sam skače. Ja. Sposobnosti, da bi spredom mrežo. Mislim, da ne. Aha, okej. Ker Ja, wild. Glik sem drugač danes razmišljal že o pajkih, če mi ne boš verjel. Ker sem ti prinesel borovnice. Jaz sem borovnice sem nabiral doma, obiral, no. In so si itak pajki noter naredili mreže, ne? In to bom zdaj malo za filozofiral o strahu. Pač. Okay. Se pravi, velikrat pomislim, ko neko mrežo, pa mi bo zlezel nekam, pa pač malo neprijetno, ne? Samo zato, ko imam to asociacijo, veš, ko so tisti posnetki, ko so tista ful velika polja borovnic. Ja, sem ko ameriških ali navadnih, ali to vse? Ne vem, ampak, a veš, ko se kao neki pajki so ful pogosti v tetih, si to gledal, da je mislim, taki nesti pajki, no, whatever. Vem, da takih pač tam ni, ker to so oni, ko so v vodi, ne? Ja. Vodni pajki, ampak kakorkoli, da ti ni glih prijetno in pol več nekaj časa, ko sem hodil ubirat, vedno, ko sem prišel, so bile mreže pač prazne, ne? Pa sem bil tak, ok, mi je vse en. In danes nisto šel not in zagledam eno prazno mrežo, pa pač ubiram in se obrnem in pol je bil pajek gor. In sem se tak malo sem cviknil, ker je bil tak, pač ni bil velik pajek, ampak tak zanimiv je zgledal, no. In sem bil tak, ok, zdaj si se sam za toga ustrašil, ker si ga videl prej, dokler si pa mreže videl, ti je bilo pa vse ne. Ja. Da sem probal pa to nekako odmisliti, ker ne vem, a so ti pajki sploh kaj nevarni, mislim, smrtno zihar niso. Ampak me je že enkrat pičil pajek, tak orang. In sem šel pa raziskovati, kjer pajek je bil, ker sem si zapomnil, kak je. To šlo tudi na nogo, nekaj, to se spomnim. Ja. In v bistvu tak isti pik je bil ko osa. Ampak ful majhen, pač takle majhen pajek to. Ko sem bil v Fižol sem obiral. No, polje privrado. Kakorkoli. In sem probal pol nekako ignorirati to, da so tam okoli mene pajki, ne, ker sem pol še več mrež videl. Ampak vsakič te pol, ko te nek listek ki poboža ali pa nekaj, ne, misliš. Se bojiš pajkov drugač? Ne bi rekel, da se jih bojim, niso mi pa zdaj prijetni, ali pa zdaj, da bi ga držal v roki, tudi ni mi pa zdaj pač. Kaj pa suhe južne? Ne, se pravi, ni tako, da bi se ga zdaj bal, pa da ga vidim, samo zdaj pa, da bi takle šel proti meni, pa da bi zdaj poznamo eno osebo, ko so specifično suhe južne, grozne, da jih pač ne prav fobija malo. In zanimivo, ker je res sam po sebi to tak neškodljiv pajek, ne? Ja, fulja. Mislim, no, sej, ljudem tak načeloma, kao tu, kar je, teh, da so dejansko nevarni, je kao ta črna vdova, ampak to je tak bolj prej na Hrvaškem, po moje. Ja, pa še to, ne vem, če je to ful pogosto, no. Ali je veliko, ko sem bil manjši, je bilo tako, imaš te, ko itak, ne vem, mi smo recimo na Krk hodili veliko in je itak, mi smo imeli ful, čist skalno to itak, ampak pri nas je bilo to, da smo pa si včasih iz morja, kako ne zdaj iz plaže, kako kamnje domov, kakšno kamenje domov odnesel, ampak te bolj take ostre, pa to veš, da so take zanimive oblike. In je bilo, je bolj tako, da se kao tam ne rabiš nič bati, čeprav recimo oni so imeli fuli medvedov tudi baje, naprimer, ne? Ampak da je kao največja nevarnost, da bi ti recimo prijel, pa da bi kao zagrabil za črno vdovo, da bi te črno vdovo piknili. Da bi to bilo kao najbolj... Tega bi se kao najbolj bal, no. Ampak ne vem, nisem pa... No, itak si pozoren, ampak nisem pa imel zdaj nikoli. Tega, če pa da bi se rekel, da bi se bal, se pravim, ni mi ga prijeten držati, imel sem sicer že vse sorte na roke, ampak... Jaz jih drugač ful dolgo nisem ubijal ali pa lovil po hiši, samo zato, ker sem, a se spomniš, a si kdaj imel kot otrok, Very superstitious. Če si imel kdaj kot otrok une revije Miki Miška,
ko si dobil eno igračo zraven, ja. pa so bili stripi. Ja, noter. itak, ja, to je bilo In pa na fajn. sredini si imel pa tako malo stvari bolj izobraževalne narave, Ja, pa neka šala je bila zmeri, whatever. Ti si bilo na koncu, ne? Ne vem. No, se nima Ker več. si imel Mickey Max, ko je bil še večji, pa si dobil še boljšo igračo. Pa Mickey Miške. Sam mislim, da Ali Miki Miške, Miška je ne bila vem. ona, ki je bil papir ful tanjši, Ja, tako, pa tako. ful več stripov, jaz sem to z tega se spomnim. Ja. No, tam noter sem enkrat prebral, da če ful aktivno pajke pobijaš po hiši, da si v bistvu s tem povečuješ nivo mrčesa, ki ga imaš v hiši. Ja, Zato, kao, ker da pajki pajki ne lovijo, pojejo več toliko tega. Ne? Ja, mislim. Ne. Zdaj pri tebi ne vidim nobenega pajka, Ja. je pa tu le ena muha. Ja, ne imamo samo one, imamo take, ko so že vse naša delali, da smo mi aktivni in pol pridejo. A ja, ti imaš tete, kot si prej jih opisal, pa Jaz jih imam doma. skočijo po noči. Ja, da v bistvu nimajo mreže in sam skočijo, ja, ful dobro, ja. Takrat skočijo ven. Ja, pajkova mreža je tudi kao ful močna. Ne? Da so bili neki poskusi, da bi probali ustvariti ta material v tak neki večji količini, da bi lahko kakšne štrike ali pa to, pa ga zaenkrat še ni uspešno. Ja, mislim, da je bilo, težko, kakor da bi poustvarili itak, po Mhm. drugi strani je pa to, da kako boš to zdaj, okay, če bi našel zdaj način, kako to proizvajati, ampak to zdaj imaš Ja. pajke gojijo. vse to kar To je uporabno. bilo pa kar grozno, drugače, imagine farma pajkov. To mi pa ni všeč. To mi pa res ni všeč. Ja, pajki. Pajki so tudi del interneta, ne? Kakor delajo mreže. Ja, ne, ko imaš v bistvu pajke povezane z cookie, mislim pa indeksiranjem. To pa ne poznam. poznaš tega. Pajki se reče kao spider. Se pravi, vsaka spletna stran, ko imaš na internetu, je fajn, jo pač Google ali pa pač browseri pa to jih poindeksirajo. Da jih pač dajo v nek, kako bi rekel, ko da jih kategorizirajo, pa pač da podatke usklajujejo, kje je mesto te spletne strani, pa da jo lahko pa lažje ti najdeš. Odvisno od čem pač je kaj je tema tvoje spletne strani. In da se pač to zgodi, se pošlje neke pajke, spiders se reče v digitalnem smislu, ki pač preiščejo tvojo spletno stran, da jo lahko pa indeksiraš. To sem jaz tudi za odsvirke naredil. Je pa kaj, to je plugin tudi, načeloma ali nekakšen način. Ni lih plugin, Mislim, kaj si naredil, Google Search Console, spletna stran, kamor pač ti daš spletno stran, pa daš sitemap, to je tako neka zemljevid tvoje spletne strani, ki pač ti gor uploadaš, zato da on pol to prepozna in bi kao naj bilo pol lažje najti na Google tvoja spletna stran. Ne, nisem še čul za to. Poznam pa IDE, oziroma Integrated Development, nekem, to je pač okolje, v katerem programiraš, ki se mu pač reče isto Spider. In pol znotraj tega v Pythonu pa navadi programiraš lahko. Ja, to se zelo, ne, tisko se je smisel Anaconda. Zelo podobno temu, v bistvu. A ja, poznaš Anaconda? Ja, poznam Anaconda. Ja. Pač zelo podobno temu, pač v bistvu, ko ti celo okolje dal, okolje, ne, če sem to zdaj prav, ko nisem v programerskih vodah bil, pač v glavnem, no, celotno okolje dobiš in pač ful stvari je že integrirane in pa že lahko direkt programiraš. To je v bistvu tako nek program, ko ti displeja bolj škodo, ne? Tisko ti obarva stvari. Ja, displeja ti popravlja ti, pa ful nekih toolov imaš noter, debuggerje imaš, compilerje imaš. Zanč debatiral, kaj je že Visual Code ali nekaj je še? Visual Studio pa Visual Studio Code. Da je zdaj, odkar je pač AI tok dominanten, da je en drug zdaj postal pač standard, da je najbolj uporabljen, ko pa pač z AI-em ti pomaga, ko ti kodiraš in da skoraj vsi zdaj tega uporabljajo. Zdaj se ne morem zdaj spomniti, a je Visual Code ta update naredil ali pa je ena čist na novo se pojavila. Tako da ja, ko smo glih pri AI-ju, ga uporabljaš kaj? Ja, itak, mislim, že zdaj, ko planiramo dopuste, oziroma ko smo planirali dopuste, pa itak, naprimer, no, zdaj tega ful za vsako stvar
najprej sam preiščeš, oziroma če ne veš, če ne veš točno, kaj bi, pa ne veš točno, kako se lotiti, pa ga malo vprašaš, preden začneš googlati. Pač prej sem pač recimo mogel vsako stvar, ki me zanimala, sem jo full googlati, pa jaz itak pol padem noter in pol to traja, ne. Zdaj pa to malo hitreje vse zakupi, ali pa če išče recimo predlog, kaj mi ti priporočaš, ne ga vprašam. Zdaj sem iskal naprimer za Irsko kao najboljšega ponudnika za car rental, ne, za avto. Aha, za najet avto, ok. Ja. In mi je pol, da on že iz prve pač predlago nekaj in pol ti pač par teh predlogov recimo vzameš, pa preiščeš polo tam dalje, veliko lažje, kot da bi zdaj ti mogel sam, ne, iz prve googlati, pa itak najprej imaš eno goro adov, običajno, ne. Ja, valjda. No recimo, ali pa to zdaj, ali pa ne vem zaračunati, kaj... Ja, kot brskalnik je res ful uporaben, ker ti, tako si rekel, časti pri hrani sigurno, ne? Ful, ja. Pol je pa, v bistvu, imaš nek trade-off, ne? Ti moraš dati mu bolj specifično navodilo, ko pa bi mogel, naprimer, v Google upisati noter, ker itak tudi brskalnik v Google ne sfolga, če bi mu ti cel tisto navodilo dal. Valjda, ja. Ker bolj specifično informacijo, ko mu daš boljše je. Ampak tukaj je pa v bistvu obratno, da bolj, ko se na začetku potrudiš, boljši rezultat srča boš dobil ven, ne? In je, kakor si ti dober v dajanju navodil, toliko je pa dober v tem, kaj ti bo dal nazaj, ne? Imaš ti plačljivo verzijo drugače ali delaš s tem free? Nijam plačljive. Sam ne vem, zakaj se mi zdi, ko da je vzela v zadnjih tedno, dveh, da mi na neke stvari ne odgovarja toliko dobro, ko mi je prej. Naprimer? Imaš kaj specifičnega tako? Ne vem, jaz ga recimo uporabljam za, da mu kak PDF noter dam od kakve knjige ali pa kaj taga, pa mu dam neka specifična navodila, naj mi pa analizira poglavje, pa ga obnovi. In se mi zdi, da je prej ful boljš to naredil, ko pa zdaj, ne vem zakaj. Ja, lahko da tudi, ena stvar je tudi to, da je lahko da ga omejuje počasno zdaj. Lahko da ga, ja, ker je toliko uporabnikov, ne, da je že serveri so verjetno obremenjeni in pa verjetno bojo počas probali monetizirati to. Da bi čim več ljudi ga plačali. Jaz sem tudi, mislim, jaz sem zdaj po moje za ta čas, ko bomo na dopustu, pač ker gledamo na neko tako lokacijo. Na splošno prej smo to shodili na Hrvaško, pa tako zdaj pa pač gremo nekam pač severno, whatever. In je fajn, da imaš na dosegu roke nekaj, ko ti konstantno lahko da zaston. Zato so še, da bi ga plačal, da nisi omejen, ne? Pa ti mladaš slike, pa ti ali pa iskal ste recimo te adaptere za v steno, ker recimo na Irskem imaš te angleške vtičnice. In pa sem imel dva adapterja, en je bil 6, en je bil 3, in nisem zavedel, kaj je fora, ne. Pa si pač tule napisal, pa si izvedel. Ja, pa ti sam pol pove, kjer ga pa dati pol, oziroma itak jaz sem še pol šel naprej to brat, ne, tako je rabbit hole. Ampak veliko lažje, ker da bi zdaj jaz mogel za vsega posebej Google in pol stojiš v trgovini, pa... Jaz drugače vedno, mislim, danes sem ga isto uporabljal že za dopust. Se je zdaj, to vsi delamo. Zaradi tega, ker smo se odločili, da bomo imela samo en 10-kilski kovček za ono prtlago, ko jo daš, ne? Ker pač gremo na morje, smo si mislili, bomo že nekak. Pa sem pač ga vprašal za 9 dni, kaj bi on spakiral, če ima tako omejitev, ne? Pa pač itak misli na vse, še na tisto, kar bi poprečen moški veliko krat pozabil, ne vem, na ščetko ali pa gate, ja, ne. Itak si pol teden v kopalkah hodiš na koncu. Odvisen, kam greš tam, ko grem midva pa Ja, verjetno. ti ne greš, ja. Jaz sem kopalke spodi na mes gate. Hotel sem izpostaviti, da jaz zmeri, ko ga uporabljam, da imam tukaj, preden mu ti podaš navodilo, ko lahko ene stvari označiš, si to videl. Da mu kao označiš da ti how. bom tule pokazal. Tele stvari. Se pravi, imaš think longer, web search, Okay. Nisem podobno pa, razišči. videl sem, ampak nisem pa uporabljal tega. No, jaz sem mu vedno dal think longer, ker je sam, pač da ne odgovori takoj, ampak si malo cajta vzeme, da premisli, to je fora. preden ti odgovori.
Pa je pa še ta podrobno razišči, ko jih imaš pa, ne vem, na brezplačnemu, mislim, da imaš omejitev, da lahko teh raziskav 5 na mesec narediš, nekaj takega. Ja. Smisel, že rekel, na In teden. to ali sem pa na recimo, ko sem kaj za avto gledal ali pa za, kaj sem že, ko sem kupoval jogi, dan. sem mu dal, tukaj mu daš pa ful navodil, pa Ja. daš to podrobno razišči in ti pol on da, ok, tole pa tole bom naredil, pa ti daš še enih 5 pod vprašanj, kakšne podatke on rabi. In pol ta raziskava traja ene 20 minut in on to srča po tako dolg. webu, deva Pa skupaj. 5 takih imaš za free na mesec. Ne vem, mogoče manj ali pa več, ampak ni tako, da bi rekel, da imaš zdaj samo eno, pač sigurno jih je več. In ja, ena stvar mi je takrat res pač dobro naredil. Tako da prav kot neka podrobna raziskava in pol ti na strani ti pa še tak seznam naredi, skoraj v bistvu, kak je bil njegov postopek razmišljanja. Se pravi, po katerih vseh spletnih straneh je šel, kaj so bili viri. In prav tako, če gledaš, ko raziskava poteka, imaš zraven razlage. Aha, uporabnik bi rad to pa to pa to, zdaj pa jaz tole probo prvo, bom pa tole probo pa to. Fajn. In je ful zanimiv, ker lahko vidiš, kak se v bistvu hiter uči pa povezuje stvari. Ne? A si probo drugače, kjer Epic. drug model, to je zdaj ChatGPT, a si še probo kjer drug model? Uporabljal sem še Claude. Claude AI je pa zelo fajn za, v bistvu tudi s tem namenom je bil ustvarjen za pisatelje. Oziroma za tiste, ko pišejo, ne vem, bloge ali pa članke. Se pravi, da se bolj osredotoča na to, da skuša skiniti nek ton pisanja, ko bi ga ti rad dosegel. Okay. In tudi zaradi tega ima recimo v nastavitvah, da lahko pač preden mu daš navodilo, lahko zbereš stil. Se pravi, recimo tule sem si odprl, use style in imaš normal, concise, explanatory ali pa formal. Torej, kako se reče temu? Claude AI, claud.ai. Ampak je sicer, zdaj ga že cajt nisem uporabljal kak mesec, tako da ne vem, če se je kaj spremenil glede tega, kaj imaš pri brezplačnem, ampak je bil mal bolj omejen kot pa chat. A si probo drugače, kdaj Gemini? Ja, ampak ne tako velik. Pa zdaj se je ful izboljšal in nisem ga še sprobal. Prej sem ga, ko še bil bolj po vojih. Ker sem ga mogoče slab mesec nazaj, hotel sem, pač itak ne plačujem nič od tega, ne? Hotel sem pa en dokument mu dati noter, ki je bil, mislim, da Word, da bi mi ga izpolnil s podatki iz interneta. Pa recimo ChatGPT bi to zmogel, ampak sem takrat že ful pač ga uporabljal in itak zablokiral, da sem pač presegel uporabo. In pa sem iskal, kaj bi še probil in sem pač na to je kao od Microsofta? Od Googlea. Je Gemini. A res? Ja, Okay. kakor vem, ja. Ker je tule pod temi toolsi, ja, veš. Aha, ok. No, kakorkoli. V Ja. glavnem mi Ja, je od Googlea, rekel, da ja. on je sam govorni model in da kao, da ne zmore tega. Oh well. Zdaj po mojem že zmore, ja. Nem se to, no, to je... Kaj pa, a VO3 je pa tudi od Googlea. A veš, to je ta engine zdaj, ko posnetke ustvarja. Ko imaš ta profil, mislim, recimo, ko slovenske tudi dela, ko so same smeti. Ampak to je pač entertainment. Sam je noro, že itak se bo, vedno boljš bo, ampak že na teh posnetkih je... Ja. Je počasi bo najločljivo. Jaz sem samo opazil za enkrat, ne vem, ali sem mogoče pristranski, ko pač vem, da je to nekaj, kar je računalniško ustvarjeno, ampak na teh posnetkih, ko so kreirani na ta način, se mi je zdelo tako, da še vedno po očeh pa po izrazih na obrazu, da to, vidiš, da ni čist pristno. Tako da reakcija ni čist taka, kako bi mogla biti, ne? Človeška, veš kaj mislim. To pa govorni model je narejen, mislim, za slovenščino še nismo tam, ker določene izgovorjava ponavadi tako malo, kukor da bi dal Google Translate, pa pol da dodati, pove, pa ni vedno prav. Kaki naglasi so take, ko ne spada. Oziroma naglase mariborskega recimo vem, da že čuješ lahko. Lahko že slišiš, ampak pa recimo eno besedo noter izgovori pa čist mim. Ful z nekim angleškim pridihom in je pač... A groka si sprobal?
Ne. Grok je pa od Ilona. Ne, nisem. Veš kaj, lahko zelo probamo nekaj zanimivega. Se pravi, dajmo podati eno vprašanje, pa ga ima vsem trem dala, pa še Geminiju, da vidimo, kakve bojo razlike. No. Ampak to bi moglo zdaj biti neko vprašanje, ko odgovor ni dejstvo, ne? Ja, da ima... Ampak nekaj, da je malo za razmisliti. Veš, kaj mislim? Ja. Se pravi, naprimer, zdaj, to je taka čist banalna, kaj je smisel življenja, ne? Ali pa neka taga, kaj bi, naprimer, imaš kak predlog? Se pravi... Se kar dajmo, to se že to je za... To, ja, se ta je. Za test. Okay. Zdaj imamo prvo Klauda tule. Kaj je smisel? Preden to narediš, sem pa, misliš, da sem to povedal, zdaj sem poslušal en del, ne je bil intervju ali bil podcast z enim glasbenikom oziroma z nekom, ki se z glasbo ukvarja in se mi zdi in je bilo vprašanje na to temo, če se ti zdi, da bo lahko umetna inteligenca kdaj nadomestila pač človeka, ne? Pri kreativnem procesu pa pri ustvarjanju glasbe in je bil njegov odgovor zelo zanimiv to, da on misli, da ne, ker enkrat se bo AI tukaj razvil, da vsak model, ko ga boš vzel, pa mu dal neko vprašanje ali pa neko nalogo, bo vsaki čisti odgovor. Medtem, ko če ti recimo rečeš, daš eno navodilo, kako neko glasbo narediti v nekem stilu, bo pač od vsakega človeškega glasbenika prišlo ali pa pač kajegakoli drugega artista, ni nujno, da glasba bo prišla nekaj drugega ven. In da je kao tukaj ful pomanjkljivost pač tega, ne. Se pravi, da se bo v bistvu... Ni avtentično, ne, nikoli. Ko bomo enkrat na tej točki, da se bo to toliko razvilo. Zato, ker nima osebnosti, ne, ja, ampak jo sam fejka, ker črpa iz podatkov. Tako je. Pač enkrat, tako rekel, no pač, da enkrat bomo prišli do te točke, ko bo to do konca razvito, bi mogli vsi ti podati isti odgovor, naprimer, no. Kakršnokoli že je pač zdaj to vprašanje. Ok. To se... Mislim, itak bo zmeri boljši, ampak a to si skaj spremno zdaj, kaj se je dogajalo na Spotifyju. Ko imaš tisto neko fake skupino, ko je dobila ne vem koliko milijonov streamov pa followerjev v 2 mesecih ali nekaj taga, pa sploh ne obstajajo v bistvu. Ne vem, vem, da se to dogaja, ali ne vem pa zdaj specifično, kjer bi to bila. Čisto AI generirano. Kar pomeni, da v bistvu ljudje, zdaj če nisi pozoren, že zdaj lahko pač zamenjajo. Drugače, to je ful zanimivo, ko si zdaj omenil letos decembra, pač zdaj odkar smo tu z Urško, jaz pač itak zelo pogosto nabijaš musko to božično, ne? Je bilo tako, da itak je po radiju že konec oktobra, mogoče pretiravam, ampak no novembra sigurno se že začne Mariah Carey vstane od mrtvih. In sem pač iskal kao nek ta radio, kao Christmas radio, ne? Ok, pisal sem zelo toto vprašanje v čete, pa sem malo pozno dojel, kaj si mislil s tem, da Mariah Carey ostane od mrtvih. Ja, pač to, da začnejo line na ta njen All I Want for Christmas, to smislim. Ok. V glavnem, in sem pač prišel na radio, kjer je bila ful ta v redu božična glasba, pa tak dam gor, ne mislim božična glasba, pač ti jingli so bili neki poznanih, pa pol neki taki, ko smisel, da jih pričujem, ampak pol ta radio je bil veš tako, imaš te kao live predvajanja, ne? Tako, ne, to stream, pač ni važno. Pač v glavnem ni to zdaj posnetek, ki traja 3 ure, ampak predvajanje kao. In pač pustim, pa nekaj delamo mes in pol sem videl, da so neki patterni, ne? Da je ful pač podobno. In sem pol šel gledati in sem nagotovil, da je pač AI Christmas radio. In je pač generiral božično glasbo, glede na to, kar je, in pač skozi feedo to. In je pač bilo vse ful podobno, pol, ko greš pa gledati, recimo, če se usedeš, pa besedil poslušaš, je pa pač tako, da bi vzel skupek teh besedil, vse skompresiral, pa pol neka take stavke tvoril, ki pač v bistvu noben komad nima čisto nobenega smisla, ampak sami ti božični buzzwordi je pač wild. Da je kar malo na metu skupaj v bistvu. Ja, mislim, če si šel poslušati recimo besedilo, ni pač brez pomena, res čist brez pomena. Ja, a misliš, da lahko umetna inteligenca ustvari
nekaj čist novega. Ker sam da ti dam, zakaj sem to vprašal, ker a v bistvu človek sploh kdaj ustvari nekaj čist novega. Ker a ni izum ali pa neka pogruntavščina vedno ena kombinacija asociacij ali pa stvari, ko že obstajajo. Až tudi recimo, ampak sam dam primer, naprimer Gutenberg, ne? Ja. Ki je izumil tole tiskalnico, Ja. je v bistvu povezal pač prešo Ja. z pač črnilom v bistvu, pa papirjem, a ne? Da je lahko iz tega ustvaril tiskalnico. Ja, sam je še vse nekaj novega, ali pa recimo, ne vem, Marie Curie ali pa kdorkoli od teh, ko so najdli nek recimo nov element ali pa odkritje žarnice, ja sej, mislim odkritje žarnice, pa že se stalo vsako malo skupaj, ne? Je še vse nekaj novega, to prej ni bilo, ne? Ja, ne, sej sam mislil sem, če misliš, da lahko umetna inteligenca tudi to naredi, glede na to, da tudi človek to naredi na tak način, da ponavadi poveže neke že obstoječe stvari na način, na katere še niso bile povezane, ker če na tak način razmišljaš o tem, kaj je novo, ima tudi umetna inteligenca na voljo vso naše znanje, ne? Da lahko ga poveže na načine, na katerega še mi nismo. Jaz mislim, da novo odkritje ni nujno, pač lahko ti to pomaga, da poznaš ostale stvari, ampak je lahko čist nekaj novega, pač odkritje novega elementa, naprimer to... Lahko pa je po nesreči, velikrat je po nesreči, ne? To mogoče umetna ne more, da se je po nesreči zgodi. Jaz mislim, da zaenkrat, ko jaz dojemam, to pač AI izhaja iz tega, da črpa, če hočeš, znanje, podatke iz teh podatkov, ki so že, ne? Je bolj tako, da ti izmed vseh podatkov izlušči bistvo ali pa da ti iz podatkov naredi nekaj, kar pa ni nujno, bo generirano iz nečesa. Je to nek derivat, pa ne? Okay. Ne bi rekel, da lahko zdaj, se pravim, kukor zaenkrat, nisem pa zdaj, da bi se ful poglabljal v to, ampak čistko, če me vprašaš, bi rekel, da je umetna inteligenca ni zdaj, da bi odkrivala neko toplo vodo, da pač črpa znanje, pa pol projecira, kar ti iščeš, oziroma nudi nek odgovor na vprašanje, ni pa izumitelj. Ja, vsaj ne še, ne? Ja, ne še, ja. Zmeri boljša bo, ne? Zdaj, zato ima tole zdaj stestiral. Aha, imaš vprašal, kaj si ga zdaj vprašal, oziroma kaj boš vprašal? Nisem še vprašal, v bistvu, sam napisal sem jih not, ampak sam to, da povem, da sem vseh 4 modelih, torej imamo Claude, Chat, Gemini in Grok, vse sem dal na nastavitev, da je pač malo boljš. Okay. Se pravi, da malo premislijo. Gemini tudi vidim zdaj, da se je že full po update, to je čist drugač. Okay. Ampak mogoče preden preberemo, kaj bojo odgovorili, kaj pa mi dva mislimo, da je smisel življenja. Kaka bo zdaj razlika na plaži? Zato, da ne bomo zdaj, da ne bo vplivalo na kar so pač oni napisali. Ne? Bom jaz začel, pa lahko ti premisliš, ker mi je sam ena ideja že všeč, ko sem jo enkrat prebral. Naval Ravikant, to je en ful uspešni investitor in je znana ena knjiga, ki v bistvu ni njegova knjiga, ampak je zbirka njegovih tweetov, ker je pač ful modrosti. Na Twitter, ja. Tweet storms, ko pač nanizaš jih. Na mes brainstorm, ja, ok. In on se pač trudi, da bi modrost spravil v čim krajše stavke. Ok, samo ali to je zdaj tvoje mišljenje, ali to zdaj ti povzemaš nekaj, kar se ti zdi dobra ideja? To zdaj sam razlagam, odkot imam to mišljenje, kaj je smisel življenja. Se pravi, v bistvu je njegovo mišljenje, s katerim sem se jaz poistovetil. Ok. In to je, da lahko na 3 načine o tem razmišljaš. Ta prvi pač tak čisto splošen odgovor je, da je za vsakega nekaj druga. Ja, se pravi, da ni univerzalen. Ta je tak, mislim, marsikdo se lahko s tem poistoveti, ampak še vseeno se prvi ljudje sprašujejo, če pa obstaja še neka plat, ko pa je bolj univerzalna. Ne? In tukaj je on rekel, da druga varianta je pa entropija. Okay.
Zdaj pa grem jaz pogledat, kaj ta izraz pomeni, da ne bom kaj narobe povedal, ampak kakor vem, da se energija zliva ali nekaj takega, nekaj v zvezi s termodinamiko. To je količina, ki jo telesa izmenjujejo, ko izmenjujejo toploto. Se pravi, da se energija pretaka skozi. In da je smisel življenja, da pač stvari delamo na načine, da svojo energijo prenašamo v neko drugo obliko. Ampak to je taka ful filozofska. Ta tretja varianta je, da smisla življenja pač ni. Zato, ker ne glede na to, kaj boš ti naredil v svojem življenju, nima nobene veze. Bo čez milijone let pač... Čez 100 let ne bo imel več veze. Čez 100 let verjetno ne bo imelo nobenega pomena. Če si zdaj ne vem, kaj res. Tako da, to sem ti dal zdaj nekaj istočnic, če ti je kaj od tega zanimivo. A to je zdaj, spravim, ti si zdaj sam povzel nekaj, kar si pač čul, ni to zdaj nekaj, kar ti misliš? Ja, jaz se zelo strinjam z to prvo in drugo. In zadnjo. Se pravi, ali je za vsakega nekaj druga, ali pa ga sploh ni. Težko bom pa eno zbral, no, ker je tako široko vprašanje. Ja, ful je. Zato me pa tudi zanima, ko bomo tule ven dobila, ne. Zdaj sem se sam še v Groka prijavil, ker je dobiš boljši rezultat ven. Ok. Da sem preveril, pa mogoče za ziher video. Ok. Kar se pa mene tiče, ena itak to s tem se strinjam drugač, da kao nima smisla, da pač super. Da smisla življenja ni, da pač to je nekaj, kar se dogaja, ne moš niti reči v svetu, niti na zemlji, ampak in space, pač no, to. Pa drugo, če se vprašaš, kaj je smisel življenja, bi pa dal na 2 plasti, oziroma na 2 stopni, če hočeš, ali pa še več, no, ampak primarno na 2 stopni. In zdaj prva bi bila to, da je smisel življenja recimo po lestvici potreb, ne? Čistko živalska, da ti pač, da je smisel življenja to v bistvu nadaljevanje vrsta, ne? Aha, ok. Na ta način, ne? Ja. Druga je pa ta bolj globoka, da ti nad živalskim primitivizmom hočeš nekaj več od tega, ne? In kognitivno in na vseh ostalih področjih, ampak je pol spet tukaj bi pa razdelil ljudi, ne bom rekel na materialiste, ampak na tete, ko so bolj proti naravi, pa jim recimo denar ni tako važen, zdaj ne vem, če je to zdaj, ne vem, to je zdaj čisto na hitro. Ja. Ti, ki jim ni denar tako važen, je bolj važen, da si ti povezan z naravo, da ti je v redu v obstoju, da se ne obremenjuješ preveč, ker tak ni važen, ker čez 100 let ne bo nič važen. Mislim, ne, da tak ne bo in je ful važen, da zdaj ti živiš v trenutku, pa bi pa dal na drugo stran pa ljudi, ki so pa isto v tej smeri, ampak da ful delajo pač trenutno zdaj za sebe, še bolj pa, da jim bo lepš, ne vem, čez 20-30 let, če hočeš v penziji tudi, in pa pol generacij, ki pride za njimi, da zgradi neke... Aha, se pravi, da jim je smisel življenja predstavlja neko motivacijo za prihodnost. Ja, recimo, ja. Pač recimo ta prva skupina je pač, tako si ti rekel, full living in the moment, pa tako jaz zdaj uživam. Druga pa bolj to, da pač, kako se to reče, delayed gratification, da ti počakaš s tem, kar ti je udobno, kar ti je fajn, pa to pač upaš, da boš pač živel toliko časa, da boš lahko te sadove pa lubiral. Je se tudi tisto, ko si na začetku rekel, je ful smiselno za evolucijsko gledano, za pač ohranjanje vrste, ne? Ja. Kot smisel, če ne gledamo na smisel kot nekaj čist neotipljivega, ne, je itak smisel vsake vrste to, da se ohranja. Ohranitev, ja. Lahko pa to tudi povežeš s tem, ko si rekel, da imaš to skupino ljudi, ko ima smisel življenja kot motivacijo za prihodnost, ker tudi to, da pač skrbiš za dobrobit tistih, ki pridejo za tabo, ali pa tisti, ki bojo
tvoji potomci, tudi to je nekaj bolj povezano z ohranjanjem vrste ali pa izboljševanjem. Sem recimo, oni so ful tako ste rekel, zdaj pač tu obstajam in zdaj pač jaz bom naredil vse za to, da mi bo fajn, ne bom šparil, ne bom ne vem kva, ne bom se sekiral, ne bom delal nič, kar mi ni fajn in pač sem sam imel fajn, ne, in pač bom zdaj izkoristil ta čas, čeprav pa po eni strani fajn tako razmišljati, po drugi strani pa imaš lahko težave. Ja. No, stare lejte. No, stare lejte, ja. Deč pa to, da se energija pretaka, to pa ne bi, jaz to ne bi toliko povezal z smislom življenja. To se mi zdi nasplošno. Lahko, da sem tudi jaz čist narobe to predstavil, da se narobe spomnim, kak je Ziher je imel on nek point, zakaj je glihe to entropijo uporabo. Ampak ja. Dajmo zdaj pogledati, kakšni so odgovori. Prvo imamo Claude AI. Claude AI trdi, da je to eno najstarejših filozofskih vprašanj in da so ljudje nanj skozi zgodovino ponudili različne odgovore. In prvo je dal, da vidijo nekateri smisel v odnosih in ljubezni, se pravi povezanosti z družino, prijatelji in skupnostjo. Za druge osebna rast, pa da uresničuješ svoj potencial, za nekatere pa daje smisel v pomoči drugim in prispevanju k boljšem svetu. Zdaj, to bi hitro lahko vrgal isti koš, ko pa povezanostjo z skupnostjo. Ja, bolj to ampak ja, mogoče tukaj lahko ločimo na, a je zdaj smisel kolektivn, ali da pač si ti povezan z drugimi, ali je bolj smisel v uresničevanju svojega potencijala. Tukaj je dal zdaj te dve. Zdaj ta kolektivn se mi zdi, da je to povezan s tem, ko sem rekel za ohranitev vrste, med tem, ko on je pa bolj ta... Tisko smo rekli, da je za vsakega nekaj druga. Ne? Ja, itak. In tukaj še zdaj omeni pač različne duhovne tradicije oziroma vere, pravi budizem, da se osvobodiš od trpljenja, pri krščanstvu o ljubezni do Boga in bližnjega, pa imaš pa kak bolj ekstrem, mislim, v bistvu ni tak ekstrem, zato smo se učili eksistencializem, da si v smislu ustvariš sam skozi svoja dejanja in odločitve. Tukaj je še pol nekaj o sodobni psihologiji, Viktor Frankl, to je naprimer ful dobra knjiga Man's Search. Čakaj, to je zdaj še kar isti model. To je še kar isti model. Okay. Samo da pogledam, če je kaj druga, novega. Tukaj je dal zdaj na konc, da se mu zdi osvobajujoča misel. Jezus. To, da ni enega pravega odgovora, da lahko vsak najde svoj smisel. Ampak to je sicer, tako sem rekel, ful skušnjava, da odgovoriš na tak način, ampak meni je tudi malo tak lazy odgovorno. Veš, kaj mislim? Ja. Ampak to se mi zdi, da zaenkrat je še vse bil povzetek nečesa, kar je nekdo rekel. Naprimer, zdaj ta je ful sam povedal res, kaj so drugi si mislili. Ja, nisem dobil občutka, da je Claude zdaj dal neko svoje razmišljanje. Tako da mogoče sam preden gremo brat naprej, da vidim, če sem narobe. Kaj pa ti misliš? Ajde, mu daš tako prav za njega. Kaj je smisel življenja? Se pa mogoče najbolj, da vsem daš ta prompt. Boljš, ja. Kako se reče prompt po slovensko? Navodilo? Ni glih navodilo. To pa grem jaz zdaj pogledati. Prompt, ja. Ful mi je... ni v bistvu dal nekega svojega odgovora. Pač obnovil je to, kar je prej povedal. Poziv. Pa na nek drugačen, poziv. Pa na nek drugačen način pač. No ja, ampak ne, sam povzel v bistvu ni dal nekaj svojega, ali pa nekaj novega sploh ne. Ja, okay. Sej jaz pričakujem, da ne bo nobeden dal. Ja, jaz tudi ne. Ok, zdaj imamo pa ChatGPT, ki je dal pa... na različne perspektive razdelil in na 5 perspektivno. Okay. Da imamo prvo religiozno perspektivo, da pač je smisel življenja vzpostaviti odnos z božanskim ali pa izpolniti božjo voljo.
Se pravi, da je smisel življenja ta povezava z neko višjo silo. z Verska v Bogom. bistvu Ja, čist, ta, ne. zelo verska, pol eksistencialistična, kot smo prej že rekla, da pač definiraš smisel skozi svoja dejanja, da za svojimi lastnimi izbirami ustvarjaš dejanja, oziroma pri eksistencializmu se tudi reče, da je človek sam svoj projekt. Ja, no, se to je to. Ja. Tako da ta smer, pa logoterapevtska smer, To pa prvi čujem. to je iz te knjige Man's Search for Meaning o enem psihologu, ki je bil v času druge svetovne vojne je preživel koncentracijsko taborišče, Viktor Frankl, in on je tam opazoval, v kakih stvareh so ljudje našli smisel, kljub temu, da so bili na robu propada. In je pol iz tega, potem, ko je prišel iz taborišča, je iz tega celo psihološko smer razvil, ki se ji reče logoterapija. In on je pač definiral, da se smisel skriva v ustvarjanju, izkušnjah in pogumu pri sprejemanju neizogibnega trpljenja. Ker na harce čujem tole, ne. Ja. Okay. Čeprav ustvarjanje je taka meni kar privlačna. Sploh danes, ko je večina ljudi se ful fokusira na konzumiranje, ne pa ustvarjanje. Da pač namesto, da bi ti vsebine ustvaril, po mojem je tukaj kar tudi tisto 80-20 razmerje. Ne? Ja, Da ja. 20% ustvarja vsebine, 80% jih pa konzumira, Tako. naprimer TikToke ali pa nekaj. Ja, itak. Tako da mislim, da če nekaj ustvarjaš, tam je kar všeč za smisel življenja. Tisto, kar. Ampak je spadal v koš, da je za vsega nekaj druga. Ne? Ja, si takih je naštel, kuk 5, ne. Ja, to smo na tretji. Oh. Pa imamo humanistično, tako si prej rekel, to je iz te Maslowove hierarhije potreb. Ja. In v vrhu hierarhije je samo uresničitev ali razvijanje lastnega potenciala. Tako, to je tisti nekaj Ja. več. Da je to smisel. Pa je še pa nihilistična, to je pa ta, da je pač to čist nek objektiven pojav, da je obstoj naključen, da ni pač smisla življenja. Se pravi, chat je, ne vem, meni je dal malo boljši sicer odgovor kot Claude. Ja, definitivno. Claude je res sam povzel, ne. Ampak se tudi dvomim, da mi bo dal kak svoj lasten. Laga pa sprobam. Ja, da je vprašaj, kaj je za, ali pa vprašaj, kaj je za tebe, ne? Kaj je tebi? Kaj je za tebe? Na ta način. Razmišljam. Zelo človeško. Zate sem smisel življenja, proces odkrivanja. Nekaj ga je... Okay. Ne. Ni mi všeč. Kar neki. Ful naklada. Da ima 3 ključne sestavine, njegov smisel. Rastoča radovednost, avtentična dejanja, povezanost in preobrazba. Ampak to je ta samo, da se samo izpolnjevanja, samo res ničitve. Ja. Se pravi, ne dobima nekega. Mislim, je pa res, da smo zdaj dala jim, mislim, tem umetnim inteligencam tako vprašanje, s katerim se še naša inteligenca težko pač spopada. No, ja, ni odgovora, mislim, no, to ni nekaj, kar boš zdaj podal neko dejstvo. Pa tu z različnih mnen, pa za vsakega drugače, pa še taka stvar je, ki ni določena nikjer, mislim, težko boš to definiral. Gemini mi je dal pa v bistvu 3 poglede filozofskega, da je... Obstajam, torej sem. Ja, imaš Aristotel, je tule, Ja. je to od Aristotela, zdaj ne vem. Ne bom nič rekel, reš. Ne bo kdo kak Ampak filozof. ja, tukaj gre za to spet
isto kot eksistencializem, da sam s svojimi odločitvami in kreacijami ustvarjaš. To je zdaj vse prvi še. Ja. Okay? Čakaj, kako to misliš? Ja, od Gemini prvi. Tako, ja. Potem drugi psihološki, spet Viktor Frankl. Se pravi, imajo neko podobno, ne? Od tega, ko je holokaust preživel. Isto z ustvarjanjem in delom, tu je pač sam črpo iz teorije. Pol pa še spet religiozni odgovori. Smisel v božanskem. No, vse v glavnem so dali isto in tukaj priješ do tega, če bili vsi enak ful dobro razviti, bi verjetno mogel istega odgovora prijeti. Ampak to je vse povzemanja. Ja, Grok je dal pa napisal bolj tak, kot bi ti en človek odgovoril, se mi zdi. Mi je ful zanimivo, ker to dejansko je tako ful povezan, da je smisel življenja, da nekaj delaš. Pa tudi doskrat je tako, da ti nič ne dela, da je lahko depresiven. To sem zdaj ful povedal banalno. Ampak tako, da veš, ko recimo ljudje nehajo v službo hoditi, kar naenkrat zagubijo smisel in padajo v depresijo. Ja. In zdaj, ko si to rekel, to sem se zdaj tako spomnil, kar bi lahko tudi prej omenil, ko sem vprašal, ampak to je ful, s tem se strinjam tudi zelo precej, no. Smisel življenja, da nekaj delaš, se sliši ful banalno. Ja, ampak s tem dobiš ti smisel, ko nekaj delaš, vidiš, da nekaj proizvajaš in si za nekaj pomemben, zdaj to spet lahko se zakopljama. Ampak s tem se zdaj še najbolj strinjam. Ja, mislim, to mi je še najbližje. No. Tudi po adlerijanski psihologiji, tisto sem razlagal enkrat za knjiga, kar si drugi mislijo o tebi, ni tvoj problem. Je noter, da je prispevanje družbi nekaj, kar ti daje smisel. To je pa spet pomeni, da moraš nekaj ustvariti. Ne? Je pa ful zanimivo, da pač imaš lahko spet, ok, lahko nekaj delaš, pa pol, recimo jaz tebe vprašam, kaj je za tebe smisel življenja, nekaj delaš, kaj pa delaš? Pa pol ti odgovoriš, ne, kaj delaš, pa ti vprašam, ampak zakaj pa glih to, ne? In pa lahko tukaj spet pač vrtaš. Ja. Ne, zakaj bi ti bil glih to, ne? Torej, po moje dovolj ta odgovor, da nekaj ni nujno, da proizvajaš, ne, ni nujno, da za nekaj fizičnega, ampak da nekaj delaš, nekaj daš od sebe. Je pa verjetno predpostavljamo, da zdaj govorimo o ljudeh, ki pač delajo nekaj, kar radi delajo, ne? Pa po moje ni nujno. Ja, mislim, razen če ti opravičuje smisel, da je rezultat tvojega dela, ki ga nimaš rad, tist, kar ti daje smisel. Se pravi, da pač kljub temu, da ti vsak dan greš na šiht, ki ga sovražiš, na konc meseca dobiš plačo, s katero lahko poskrbiš za svoje otroke. Ja, da si provider, ne? Ja. Sam pol je tukaj, pol je bolj tukaj... To, kako vlogo imaš, ti daje smisel. Ja. Torej v bistvu bi bilo, kako je pa provide po slovensko? Oskrbovalec. Ja, ne vem. V glavnem, ne pa bi ti bil tukaj odgovor, da moj smisel življenja je, da sem provider, ampak kaj se potem zgodi, recimo, ne vem, dobim 1 milijon in pol jaz sem vse providal, kar sem lahko, in pa začel nekaj druga providati. Torej je pa na tem nivoju, da si ti provider, recimo, že dovolj kaj smisla, da provideš. Sam to je spet tak po starem zelo moški. Ja. Mislim, zelo, tako, veš, kaj mislim. Pač delitev vlog, ne. Ja. Je pol od spola odvisno, zdaj, če govorimo na tej smeri. Ja, ne vem, s tem povezano, da je smisel ustvarjanje, ne? Ja. Bi jaz dal, da je to zato, ker vsaka stvar v življenju, ki je nekaj vredna, si mogel za njo nekaj delati, pa malo trpeti. Ker če nisi absolutno nič delal, nekaj vložil, pa si dobil, ne vem, če ima to kako tako isto vrednost. Ne, nima. In da ti zato daje smisel pa vrednost to, da nekaj ustvarjaš, ne. Zato, ko si mogel pač delati za to. Itak pa polis tukaj izhaja tudi to, da recimo ti, ko vidiš, že nimaš kaj več za providati, nimaš nič več za delati, pol zgubiš smisel življenja.
Jaz mislim, da smo zdaj do nekega odgovora smo prišli. Ja, do nekega smo, ne. Ker glih pa razmišljam, da smešno, če gremo k eni zelo znani slovenski pesmi, bit od zmelkov. Smisel življenja je ležanje. Boš rekel, je treba delati. Ne. Tudi, ja. Ampak smisel življenja je ležanje na plaži, zmožganje na off in čivavo na straži. To je v bistvu totalno nasprotje od tega, do česa smo mi zdaj Jaz mislim, prišla. da je to, da ima isto sporočilo kot poln kufer skoraj malo. Ja, ampak mislim, da ima zaradi tega ful veliko ljudi iluzijo, da pa je to smisel življenja, Ja, da pa ja. končno nimaš nič za Jaz sem vse delati. večina pol, ko jih pride do tega, da pa recimo ne rabijo, pa pol jim je bed to. Ne? Tako, ker recimo, če nekdo postane finančno neodvisen, brez da bi za to kaj naredil. Večina teh ljudi se spufa, pa so pač miserable. Zato, če se ne spufa. Tudi če se ne Mislim, spufa. jaz ne vem, če poznam. Tudi taki so, ko pridejo do finančne neodvisnosti, pa so pač grozni. Zaradi tega, ker ne vem, so naredili v life, ne vem, muzičari eni so ful dober primer. Ker je to mogoče edina stvar, ko jo v življenju znajo dobro delati, Ja. pa se pač postarajo in Ko ne mora več to delati, nehajo izgubi smisel, pač kaj? nastopati Mhm. in nimajo več tiste ene stvari, ko so jo imeli, imajo pa gnarja toliko, da lahko vsak dan ležijo na plaži, pa imajo možgane na off čivavo na straži, To se je svuzla pol, ne. pa jim ne da to smisla življenja. Ne? Ja, sigurno, smisel ne. življenja je to, da si ti kot glasbenik pol na odru oziroma delaš Ja. glasbo, kakorkoli, zdaj si v studiu. Smisel življenja je, da delaš avtorsko glasbo in si v vrhu slovenske glasbene industrije. Kaj pa vem, spet odvisen. A imamo v Sloveniji sploh glasbeno industrijo? Mislim, da so pri nas industrija Jan Plestenjak, Magnifico, Nina Pušlar in Joker out. In pol je konc glasbene industrije. Pol so pa ostali. Spet odvisno. A zdaj bomo zaključili že smislom življenja. Ne vem, To je zdaj zelo... kako bi ti zaključil? Jaz bi Da zaključil... nam je všeč ta ideja, da je ustvarjanje pa Mene delo. zanima, če bi tudi kdo komentiral to ali pa da bi dobila odgovor od nekoga, ki se pa še ful bolj s tem ukvarja. Mhm. Ampak jaz sem zdaj ful zadovoljen s tem, da ti provajdaš, ampak tukaj bi sam to te še vprašal, če je to vloga moškega, da provajda. To je zelo stereotipno, ne? Ja, zelo je. Kaj pa je pol smisel življenja za žensko? Tukaj je bilo zdaj ful zanimivo. To je bilo ful dobro, da bi zdaj dobila eno punco, žensko, kakorkoli, ki recimo velja oziroma lahko za sebe trdi, da je pač dosegla in pač da ima njeno življenje smisel, pač ne tako zelo dobro namerno mislim to. In da je pač ona povedala, zakaj. Ne? To je bilo zdaj ful dobro to. Jaz mislim, da ni ta vloga z spolom določena. Kdo provajda. Ker vsak neki provajda. Ne vem pa, če smo zdaj, se pravi, če smo na istem, ti si zdaj, da ti je všeč, da je smisel življenja to, da ti z delom in ustvarjanjem poskrbiš za druge. Ne bi rekel. A ja, sem mislil, Meni je ker si najbolj tudi to, ne, sorry, omenil. pač to sem čisto kot vprašanje, mogoče za naslednjič ali pa za diskusijo, ampak jaz mislim, da je to bolj življenje, da je smisel življenja, da delaš nekaj. Ampak mislim, da je cilj tega, da provajdaš na koncu. Okay. Da ima to, kar delaš, ima pol nek smisel za nekaj. Ni nujno za nekoga, lahko je za nekaj. Ti kot glasbenik lahko delaš, pa ne boš zdaj za familijo ali pa za osebo, ampak recimo pripomoreš ful k sceni, skrbiš za to, naprimer. A veš, naprimer. No, v tej smeri. Mene zanima, če je kdo pač tole poslušal, da napiše v komentar, kaj je za njega smisel življenja, zato ko bi rad še nekaj odgovorov slišal, ki niso od umetne inteligence, ker so bili zelo pač, mislim, sicer so bili eni odgovori pač dobri, pa ti dajo za razmisliti, ampak so vseeno generični, pa črpajo iz obstoječih teorij. Ne? Ja. Ok, zdaj pa glasbena industrija, ko si rekel. Ja, Slovenija in glasbena Zdaj, kaj sploh je, industrija. kaj pa je po tvojem glasbena industrija, kaj Mislim, to sploh pomeni? Definitivno imamo glasbeno industrijo, ampak jaz sem mislil v pojem glasbene industrije kot mainstream glasba, ameriška, a veš,
Ker jaz bi pa ful, ja, no povej. Polje, po mojem, nimamo glih. Ne. Ker jaz bi pa ful glasbeno industrijo opredelil bolj kot to, Ja, kot da poslovno imaš- stran. Si tak, ja, sorry, ko sem te prekinul, sam mislim, Ne, saj ni, da s tem namigujem, ko je industrija ja. na ta biznis založb pa te Ja, jaz stvari. mislim, jaz bi to bolj tako opredelil itak založb, jaz mislim, da več ali manj ni več, oziroma ne dela tako, kot so delale, kolikor pač imam znanja. Bi pa rekel, da je to tako da je industrija v tem pomenu besede kot cikl, da nekdo nekaj proizvaja za nekoga, ti si lahko del tega, ki proizvaja, si pač je ta neka veriga in je v bistvu na koncu sklenjen krog tudi s potrošniki povezan. Torej, da imaš recimo nekoga, ki hoče, zdaj če ga ima ful banalno, imamo zdaj nekoga, ki hoče nek komad narediti, zdaj, kar rabiš ti vse, rabiš, če nisi sposoben sam, oziroma če hočeš, da ti drugi naredijo, da ti naredi, ne vem, najprej melodijo, ne? To je neko osnovo, pa potem besedilo, čista kreativni proces, pa rabiš potem ljudi, da to posnamejo, če sam nisi, ne? Pa potem rabiš nekoga, ki je tehnično sposoben, da to zajame, pa pol rabiš nekoga za distribucijo, pa pol imaš ljudi, ki delajo v distribuciji, pa imaš tukaj, se je ločeval včasih bolj kot danes fizičen produkt, pa digitalen produkt, ne? Pa imaš tukaj spet nekaj ljudi, ki so zaposleni v tem, da skrbijo za to, ali za neke digitalne platforme, ali da skrbijo za to, ali za nekoga, ki imaš spet celo verigo ali pa cel ekosistem, ko so bili CD-ji bolj, da je nekdo te CD-je naredil na kitajskem plastiko, pa pol film čez, pa ne? Pa pol trgovino, pa nekdo dela v trgovini ali pa nekaj, kjer se prodaja, pa imaš pa na drugi strani šele nekoga, ki to kupi, pa na kakšen način zdaj se predvaja ta glasba, veš, to se mi zdi ful tak povezan krog. Ja, sej, v tem smislu imamo, sigurno. Ampak industrija bi še vseeno, zdaj če pa pogledam bolj na ozko, pa rekel, da je glasbena industrija, da je to krog, ki skrbi, oziroma, če povežem bolj na ozko, torej nekega artista, ki hoče imeti komad, pa vsi, ki delajo za to, da bo ta komad ugledal luč sveta, pa potrošnike. Jaz bi recimo tako rekel, ne? In zdaj v tem primeru bi rekel, da so to tisti, ki pač pišejo katerikoli del od pač komada, ne? Od pesmi, torej besedilo ali melodijo, ali da znajo igrati, pa da so to tisti, ki skrbijo pol, oziroma se ukvarjajo z distribucijo, pa potrošnika, mislim potrošnika, nekoga, ki pol posluša to glasbo, ne publiko. Da je to sistem. Ja. In zdaj ta industrija, to je zdaj moja, ne, moja razlaga, jaz bi rekel, da to sigurno je, ampak kot tako bi tukaj vzel, ne vem, ti, ki res pač, ne vem, to je recimo Ray pol, ali pa tega pa pol ful ni velik. Ja, mislim, kdo je, mislim, Serčič se zdaj verjetno ne ukvarja več toliko z produkcijo, ko se je včasih, ne, ko je pač njemu ratal. Vsaj dvomim, da v takem obsegu. Jaz mislim, da je zdaj on prišel do tega, da ne rabi več sam dela, da lahko pač ima drugi ljudi, da mu recimo kako tehnikalijo uredijo, mislim. Je zdaj ne vem, kaj on sam dela, pa kaj ni. Plestenjak. Ampak ti do neke meje lahko sam narediš, ne, lahko mi ja tule posnajamo zdaj na zvočno kartico, pa dama na YouTube, ne, pa lahko imaš neko samo založbo, pa greš tam pa igraš nekaj, nekaj pa da ti pa dvigneš to na višjo raven. Ja. Pa da tudi več denarja v tem itak. Teda jaz mislim, da je glasbena industrija, ne vem, pri nas kot taka zelo mehna in pa imaš pač tukaj par velikih hrib, pa ogromen malih. Vse mislim, da je to posod, ampak recimo drugače bi rekel, da je čist nekaj druga pol v nekem, ne vem, kaj Londonu, pa sam itak se to se zdaj tukaj spremenili. A misliš, da muzičari določamo, kaj bo popularna glasba ali tisti, ki jo poslušajo? Jaz bi rekel, da to določajo uredniki, pa ti, ki držijo vajeti. Aha, misliš, da je neka tretja sila, ko to mislim, ti tak imaš načeloma možnost, da pač pušneš oziroma da porineš svojo glasbo ven,
ampak imaš po mojem štartu zelo majhne možnosti, ampak zdaj smo sicer prišli do tega, da lahko ti sam zelo veliko dela, zelo veliko talenta, pač zelo daleč prideš, ampak načeloma, če pa gledaš zdaj predvajanje po radiju, to pa držijo ti, ki pač so uredniki, pa ki se odločijo, kaj bo šlo na radiju. Jaz mislim, da je to bolj. Ne? In zdaj, če bi se recimo, spet tako, to zdaj na pamet govorim, zdaj, po moje, če bi imel neko društvo, recimo mrtvih ali pa pesnikov. nek konglomerat teh, ki delajo, ki so uredniki vseh večjih radijev, pa da bi bili ful povezani med sabo, bi lahko oni manipulirali z trgom. Mislim, se že itak, po se mojem. to že Mislim, da dogaja, priješ na radio, da si nekomu ful všeč, pa da imaš neko vezo ali pa da na ta imaš že način, od ne. prej veze z radijem. Ne? Ali pa, da si nekomu res ful všeč, ali pa da je to neka usluga na koncu. Ne? Ja. A veš, in pol, če imaš več takih ljudi, pa da pol začnejo vsi tvojo glasbo kar naenkrat črpati. A veš, sej ti, ko prižgaš radio, nimaš nobenega vpliva. Ti imaš vpliv, recimo, če zdaj govorimo specifično o radijskem poslušanju, imaš vpliv na to, ki radioš poslušal, pa veš, kaj malo pričakovati, ampak kaj bojo pa oni zdaj dozirali prek tistega, pa nimaš nobenega vpliva. Ne? Ja, a misliš, da pa v tem smislu ni krivo, mislim, jaz sem pač mnenja, da se je nivo glasbe oziroma nivo kvalitete glasbe v zadnjih pač, ne vem, 10-15 letih poslabšal proti temu, kar se je pač ven dajalo v preteklosti, ampak to je lahko itak ful subjektivno mnenje, ker pač imamo vsi različne okuse. Ampak potem takem, kar si ti povedal, je v bistvu vedno, če je ta neka tretja sila, se pravi, ne vem, radiji, pa založbe, pa uredniki, nikoli ni bila v bistvu glasba na prvem mestu. Ne, pa moja ne. V smislu, da ni komad uspešen zato, ker je dober, ampak je mogoče uspešen, ker je dober plus 80% pa zaradi nekih čist drugih Mislim, faktorjev. da je minimalni pogoj to, da je vsebina dobra oziroma narejena tako, da je privlačna. Da je poslušljiva, ne. Tako, da je poslušljiva, vse ostalo pa pol je težko. Ja. Razen, mislim, geniji so pa res tisti, ko jim rata komad narediti, pa sprožiti z njim neko tako kulturno gibanje, ali pa da so v pravem času na pravem mestu, da pa pač prebijajo in da se pač so radiji pa uredniki prisiljeni jih vzeti pa predvajati. Sam to je zdaj... Ja, naprimer, en primer je mogoč od Hozierja Take Me to Church. On je pač na komad ni gledal, da bo ful uspel, ne? Ampak je glih pač skinil, da ga je izdal, ko se je začelo ful veliko gibanje za pravice pač homoseksualcev pa tak naprej. In je to pognal pač komad. Kar je pa mogoče malo drugačen način, imaš pa Gangnam Style, ko je pa pač full marketinga naredil to, da je s komadom prišel še stil plesa, še totalno out of the box glasbeni video, da je pač nekaj skoreje šlo po celem svetu. Pa zelo gre v uho, zelo je narejeno za množice. To pa je itak, ja, se pravi, to je še vedno prvi pogoj, ne. Jaz mislim, zdaj, ko si me vprašal, prej si me vprašal, da če si mi zdi, da je zdaj slabša kvaliteta, ne. Jaz ful doskrat primerjam glasbo z prehrano. Oziroma, oprosti, Ja, kaj je? sam da razjasnim. Nisem hotel reči, da se zdaj ustvarja manj kvalitetna glasba, ampak da je manj kvalitetne pop glasbe, torej tisto, kar se ljudem v mainstreamu ponuja in tisto, kar je ljudem všeč. Oziroma bolj tako, da bi rekel, da so ljudje včasih imeli boljši okus. Ali niso imeli druga in ti pičeš tisto, kar je bilo takrat, ni bilo tako. Ne vem, no. Niti tak face endorfinov. Ne, jaz bi tek rekel, tako sem že začel, da ful bi lahko primerjal malo z razvojem hrane. Ne? Hrane, ja. Ja? In recimo, dosti je ene kemije zdaj v hrani in pač ugotovili so, kaj je v hrani tist,
faktor oziroma sestavine, Vem, ki kam pol greš, ja. povzročijo, da boš ti se vrnil k temu, da ti bo ful všeč, da boš to poslušal, sicer se naveličaš tudi lahko hiter, ampak nekaj, kar te ful dolgo drži. Ne? Jaz pa pravim, da je zdaj ful velik McDonald's muzike. Ja, To je pač okej. glasba, ki je narejena za To si ful množice fajn povedal, ja. in pač so noter ti faktori, ki te držijo, ki te huknejo že iz prve. Ne? In je pač narejena tako, da je pač vsem ful fajn, pa ljudje vejo, da je to, mislim, da je slabo. Pač vse veliko ljudi tudi ne dojema tega, da je slabo, ampak pač to mi je fajn. Ne vprašaj pa se, zakaj je fajn, isto z McDonald's. Ja. Mislim, načeloma večina ljudi jim je pač ful dobro za jesti, tudi če se ne počutiš drug dan fajn, to mi je zdaj ful, ne. Imam pač tega ful konzumiral doskrat, zelo pogosto, veš, kaj pričakovati in isto recimo pop, zdaj se mi zdi tako, ne rečem, da je zdaj, ker meni se zdi tehnično ali pa produkcijsko zelo dober, veliko stvari narejenih, ne. Ful dober, ja. Ali pa da ti zdaj narediš en dober EDM komad ali pa dober, splošno pop komad, da to je vse tako narejen, full fine. Pa ni pa zdaj nujno, da je kvalitetno, ampak je narejeno tako, da je pač za množice. Pač na večino pop teh hitov je tako, da je poslušljivo ful. Še vedno na koncu dneva, tudi če si nekaj poslušal, kar se ti zdi slabo ali pa ti ni všeč, tebi ni uspelo narediti tega komada, pa uspeti z njim. Ne. Ja, itak je. Nekomu je pa. Je pa tudi res, da zdaj recimo smo prišli do tega, da pač tako pač je za hrano, ki je kemijsko obdelana, pa so dodane neke stvari, je ful ljudi na tem delali, isto je zdaj pri komadih naprej napisal recimo neko pesem samo eden, ne, ali pa pač Zdaj imaš zaslužen vse pravice, zdaj pa je to, ja. 10 lahko. Zdaj pa to laboratorij, ne. Ja. Pa tudi tako jaz recimo mi je studio, pač tako kot glasbeniko, mi je studio vedno bolj predstavljal prostor, kjer ti zajameš neko izvedbo, ne? Torej mi smo 4 band, pač to zdaj, če bi tako gledal, ne, kak bi jaz, če se ne bi na nič oziral, kak bi jaz musko delal, ne, kao. Pač mi eden ima recimo idejo za komad, ali prijemo skupaj na idejo in mi bomo zdaj to sfiniširali, vsak igra svoj inštrument in pol greš v studio sam zato, da se priključimo, posnamemo pač najboljše možno in to je to, ni zdaj pol nekega editiranja, pa mislim, ja, okej, je neki, pa neki se še doda. Mastering, ja. Ali pa, naprimer, ali pa zdaj neki efekt, ali pa neki, ampak ne boš pa šel ti zdaj z ničemer v studio, pa prišel ven z izdelkom, naprimer, ne, ali pa tako. Okej, tudi je lahko računalniško narejen, ampak še vsem, da pač jaz sem vedno bolj bil za to, da je studio za zajemanje nekega nastopa, če hočeš. No, se tudi, ampak to je zelo, se mi zdi, že zdaj tudi staromoden način razmišljanja. Ne? Ampak, zato pa imaš rad Red Hot Chili Peppers. ja, no, veš, pač na ta način. In zdaj ne morem, mislim, ne bi rekel, da je slaba, bi pa rekel, da nima velike sporočilne vrednosti ali pa neke, pa se ne rabi biti zdaj globlja osebina, ker tudi jaz ne grem zdaj komad analizirati, ampak tako, no, ko poslušaš, ali pa jaz tudi recimo cenim, da se nekdo nekaj potrudi, pa dejansko nekdo dober, ker ti včasih, če si hotel biti ful dober glasbenik včasih, si mogel dejansko pač obvladati svoj inštrument, ne? Ja. Sploh, če si hotel v studiu delati, to so bili pač res sam najjači. Ja. Mislim, tudi sem mislil to s tem, kao, da je kvaliteta padla, to, kar si zdaj omenil, da včasih, da si uspel, si mogel biti res vrhunski na svojem področju, tako si rekel. Ja, tako da smo. Danes je pa to, kako se prodaš, postalo 100-krat bolj pomembno. Ne? Ja, pa se mi zdi, če lahko ti sam dovolj vložiš, oziroma priješ do načina, da lahko dovolj finančno vložiš, da ne rabiš sam tak velik. Itak pol na dolgi rok boš mogel nekaj dati od sebe, ne? Ali pa vsaj zdržati tako dolgo. Ne? Itak pol se bo videl, če je nekdo, če si recimo zdaj pevec, pa hočeš biti nek velik artist, pa če nisi dober pevec na dolgi rok. Ja, ja. Mislim, da se bo to videl, ni nujno poznal, ampak pač ljudje bojo po moje to videli, no. Če ni zdaj nek tak žanr, da... Ja. Ampak če greš ti pa recimo na nek live dogodek... Autotune. Spet odvisen kaj, ampak če recimo zdaj če ti zdaj hočeš nek rock pet, naprimer, ne, da ni zdaj to nek trap, rap, ko je vse pa autotunano, pa tem še mogoče gre to skozi. Žanrsko je še mal... Ja. Ampak a veš, v teh primerih ljudje, ko grejo na recimo trap, pa trap dogodek ali pa nekaj, kar je bolj elektronsko, tak ne grejo zato, ker je dober pevec, ne, je pač vzdušje, pa neke emocije, ki jih ti doživiš, ko si tam. Spije, pa ali pa
Mislim, tudi če se ne, a veš, na ta način je bolj so te neke emocije ob tem, ko greš ti tja, oziroma na način, kako ti to Tudi veliko doživljaš. ljudi gre na festivale zaradi doživetja festivala, ne pa Tako je. zaradi glasbe. Ja, ne. Mislim, no, ko recimo jaz, če grem na koncert, bom pač tam zelo pogosto pač stal, pa ne nujno analiziram, ampak tako občuduješ ljudi, ki so tudi, dobri, no. Ja, moja Ali pa je šimfaš. moja pa pol sitna, zakaj ne skačem, Ja, saj pa to se je. ne derem, Ja. pa ja. Sočustvujem. Mislim, je pa tudi, mislim, to ni zdaj teorija, to definitivno je tak, da glasbeniki drugače slišimo glasbo kot lajki, tako pa naprimer profesionalen kuhar bo drugače jed okušal, kot pa bi jo naprimer jaz, ne? Ja. In da pač neke elemente, sicer sem opazil naprimer pri Ani, pač moji punci, da s tem, ko sem jaz začel v tem obdobju, odkar smo skupaj, izpostavljati neke stvari v komadih, ki so meni všeč, da je pač tudi ona začela počasi na drugačen način. Ne vem, še vedno se ne dotakne isto, če sliši kak ful dober break, a veš, ali pa če je neki, ko rečemo, da je tight, a ne? Ampak razume pa zdaj, zakaj se recimo mene to dotakne. Ja. No, samo recimo imaš pa, a veš, mi se zdaj recimo lahko glasbi na tem nivoju pogovarjamo, vsak, ki se pa ukvarja z neko panogo ali pa v neki niši, ne bo pač isto te svoje stvari. Tako, ja. Recimo nek kuhar ali pa nekdo, ki se ukvarja z make-upom, veš, meni je to čist... Ali pa, mislim, sommelier tudi ne okušajo vina isto. Veš, meni je za vino, itak ne vija ne pijem, pa iščem vino, ki mi pač, ne vem, jaz sem ful sladko, ne vem, pol pil nekaj sladkega, ali načeloma, ali pač ne, jaz ne čutim tega. Če mi daš za neko suho, ki ga nekdo ful ceni, meni je to... Sam veliko ljudi pol iz tega svojega mišljenja, pa ker se čutijo, da so pa malo bolj strokovnjak na svojem področju, lahko pol ful religijo ustvarjajo iz tega svojega mišljenja v smislu, naprimer, tole pa tole je za nič muzika in jaz imam prav. Ampak it's not that simple. Ful pogosto tudi pri dietah. Diete so postale religije. Misliš diete kot načini prehranjevanja, verjetno? Ja. Kaj si pa še mislil? Ja, ne, ker hotel sem sam, to sem zdaj povedal na glas, zato ker večina ljudi dieta, pač to je nekaj zdravega, da ti shujša. Pa ni nujno, ne? Ja, misliš kot neki dolgotrajna... Mislim, da je dieta pač eden izmed načinov prihranjevanja, kot je naprimer tako mozaik, keto, vega... Da človek pač prisega na en način prehranjevanja in da je to edini pravi način prehranjevanja, kar je pač absurdno, ker vsi imamo drugačne potrebe. Lahko se strinjamo. Mislim, da so nekatere stvari, za katere bi se mogli univerzalno strinjati, kar se tiče, ne vem, procesirane hrane, pa transmaščob, pa saturiranih maščob, pa takih stvari, ko so za vse škodljive v prevelikih količinah. Ampak, ne vem, vse, če vidiš, kakve so zelo vsebine po Instagramu, TikToku, zakaj je paleo najboljš, zakaj je keto najboljš, zakaj je to najboljš, zakaj je ta dieta najboljša. Vsi ful neko skrajno mnenje, mislim, da hočejo zauzeti, pa prodati, kot da je pa to najboljš za vse. Me pa še ful bolj dobro, je pa to, ko si zdaj da imaš zakaj nekaj najboljš in pol imaš pa nek brand deal na koncu ali pa neko aplikacijo. To je bilo. Tako, ki je vsem jasen. Ja. Upsale. Pa moj način telovadbe je najboljši, pa in ful ljudi se ujame pol v to past, se mi zdi, no. Ker itak pa na koncu nota, ne govorim zdaj, da so vsi fitness pa nutrition influencerji slabi, ker je ogromno ful dobrih, pa ko imajo res ful znanja na tem področju, pa jih je pač res fajn poslušati. Ampak taka poplava tega je, da skoraj dobiš feeling, kot da eni samo zato, da pozornost dobijo, grejo v skrajnost. Ja, itak je. Tako pa, ali pa ko imaš te, kaj je bil ta, Liver King. Sem kje pokopaj zdaj z njim, no kar povej. Ne vem, kaj je zdaj z njim, ampak to je, mislim... Je kao on je ful sravo meso jedel najprej pa to, ne? Ja, ampak tam je bilo kontroverzno to, da on je bil ful nabildan pa ful ripped. Ja. In on je prodajal, da je to rezultat te diete. Itak. Bil je pa na steroidih. In je pa to pač priznal in to je bilo celo sranje in pa se
je on javno upravičil, kontroverznost. pač kar nekaj, da zdaj pa ne bo več. Ampak, če si ti enkrat bil na steroidih, pa nisi več, že imaš prednost pred tistimi, ko niso nikoli bili. A ja, zakaj pa, kaj se Zaradi tega, tako pozna pol dolgoročno? ker si pač tako maso, pa mišice so toliko bolj pogojene rasti, tudi če nisi več na steroidih, ko pa za nekoga, ko ni nikoli bil. Torej, v redu, če si mal na steroidih. Ja, jaz sem naročil nama nekaj za naslednji podcast, bomo probali. Provala. Injekcija on camera. Fajn, super. Nisem nič naročil. Niso fajn steroidi, ampak ja. Nisi čist prepričljiv. Ne, ko nimam v bistvu znanja, vem, da so pač škodljivi v velikih količinah, pa na dolgi rok. Ampak malo pa lahko. Malo se pa lahko pikneš. Ja. Ampak, a veš, da ima ful, kako bom rekel, mam najstnikov, naprimer. Kva? Mame. A ja. Kje imaš najstnike? Ja, v kleti. Ja. Okay. Da je ful mam najstnikov, ko imajo tak odnos do steroidov, Ja, ko imajo isti odnos do proteinov, ja, ko pa do steroidov. Ja. In sploh pa se to je še zdaj ni glih jasne črte. Ampak jaz vidim neko ful dobro pozitivno revolucijo pri mladih fantih, da je zdaj pač res popularno, da hodiš v fitness. No. Ja, meni se zdi to veliko zaradi tega, ker folk se tam druži, pa zato, ker je to še ena niša, ki je zdaj ful komercializirana, pa ful enih potrošnikov je prišli z tega. Ne? Mislim, res verjetno je veliko takih, ko ne hodijo v fitness zaradi tega, da bojo bolj zdravi. Zato, ker kolegi tudi hodijo. Zato, ker kolegi hodijo, ker hočejo fajn zgledati. Niso zdaj zdravstveni razlogi na prvem mestu, ampak še vseeno rezultati so pa pozitivni. Je bolj, kot da so šli v gostilno. Mislim, je pa doskrat tak, da pa kadar grem v fitness, oziroma zdaj že nekaj časa nisem bil, mi pa ful me preseneti, ko folk pije pač res te energijske zadeve. Zelo velikih količinah. Ne, pa tudi omes, veš, tako skozi, tako jaz pijem vodo čez dan, tako pijo oni v fitnessu nekega monsterja. Povej malo, kak je v fitnessu, ker jaz nisem še bil. Ne, če sem bil v javnem fitnessu, sploh kdaj. Pač tako, da zdaj jaz zaradi svojih zdravstvenih razlogov, ker imam skozi ta vnetja, se pač čuvam in pač grem rajš za ziher, grem na sprehod ali pa kaj, nisem zdaj že bil pa moje 2 meseca sigurno ali pa dober mesec. Kaj te pa zanima specifično kakšne fitnesse? Ja, ne vem, kako se ljudje tam obnašajo. No? Ko si rekel, da skozi neke energijske napitke... Spet ena stvar je taka, da jaz nisem zdaj nek full gym rat. Ja, okay. Ampak tako jaz grem čisto za sebe, tako da se prešvicam, pa da pač naredim nekaj za mišice, pa tako, ampak delo sem zdaj na tem, da če dali bolj obremenjuješ celo, da razvijaš mišico, nisem pa zdaj ful, da bi imel nek hud program, glavno. No, sem tako ponovadi delam istih 6, 7, 8 vaj, pa pač progresivno težje v teži delaš, ali pa dlje časa tečeš, ali pa na ta način. Ja ne vem, specifično glede tega, ne vem, pri vhodu so pač stopnice in pač že pri vhodu mi je ful dobro to, kad imaš pepelnike okrog, pač se razumem, ampak pač no. Zdaj pa imaš pa te avtomate gor, ne? Ampak tam sicer mislim, čeprav mislim, da Red Bull je, mislim, da imaš Red Bulle, pa imajo pa te svoje brandane pač flaše, pa vode, pa neke napitke, pa imaš nekaj taj, kar dobiš v trgoviničke posebej, ala Gatorade, pač pa neki izotoniki, pa ti proteinske tablice, pa ti flapjacki, pa to. Ampak folk si tak sabo prinese. Neke šejke pa... Ja, šejke ali pa velikih pač pride spiksno, pa pač omes med workoutom, pač monsterja pijejo. Mislim, jaz se razumem, v bistvu mi tudi čisto vse. Mislim, fora je sam tukaj kofein, pač. Ne, meni je pa bolj problem vsebnost, pač vse kemije pa cukre. Ja, to je itak problematično. Vse imaš itak, imaš ti tudi sladila, ne, pač imaš določene stvari, ki so v redu, pa jih najdeš tudi v naravnih snoveh, se to mi je jasno. Ampak tako, ti res rabiš tistega monstera. Jaz mislim, da če si pač, če se ukvarjaš s tem,
ljubiteljsko, bom rekel, ali pa za svoje lastno zdravje. Če že hočeš pre-workout, je dovolj, če spiješ kavo ali pa pač vzameš kofein v tabletki, pa nek vir glukoze. Meni gre sam naživ za to, ker se mi zdi tle veliko bolj branding, pa ker se tebi dopade, pa mogoče, ker ti je dobrega okusa, kukor pa da bi to delo zato, ker je dejansko fajn za tebe, sicer to malo stvari na konc delamo tak, čisto pomislim, ne? Ampak mi gre na živce, ker je ful pač, to jim je tako, se mi zdi prodano, bolj kot pa kaj druga. Je to bolj zaradi tega, veš, ne? A si opazil drugač trend, ker je zdaj se toliko začelo ozaveščati ljudi, koliko je pomemben vnos beljakovin, pač na dnevni bazi. Pa posod cilja zdaj to zraven. Da je posod, mislim, vsak brand ima zdaj svoj proteinski produkt, ne? In jaz, ko malo bolj gledam te etikete, pa to, koliko je slabih produktov v trgovini, pač noro. Ne, meni se zdi smiselno, da ti neki sploh, če veš, da ne rabiš zdaj pojesti ne vem koliko kil piščanca, če hočeš pač pojesti recimo 1 gram beljakovin na telesno maso tvojo, ne? Namesto da poješ zdaj ne vem koliko piščanca, pa še vse ostalo zraven, pač spiješ tista 2 šejka ali pa to se mi zdi urejo. Ne vidim pa zdaj potrebe, da ti poješ 5 puding, pa ti ravim, da fulješ te pudinge. Še zmeraj je to procesirana hrana. Sam itek se ne. To mi gre na živce, ker folk naseda, pa ker je prodano to tak. No to mi je bolj, kot da bi zdaj jaz, saj jaz sem tudi to, sem probal od keksov, kupil sem si celo škatlo v njih, kaj pa zanima. Jaz tudi ful tega pojedel, pa dobro mi je. Razumem pa, da je za nekoga pač ti pudingi, da so bolj cenovno dostopni, ko pa da kupiš ne vem koliko mesa. Ali pa pač, da imaš ljudi tako, ko pač nadomestke, ko druge vire beljakovin iščejo, ker pač mesa ne jejo ali pa kaj takega. Zdaj, hotel sem ti to sam izpostaviti, ko smo bila glih pri vajah za moč, ne? Jaz sem rekel, da ne hodim v fitness, ampak zdaj že kar cajt redno delam pač vaja s telesno težo zaradi... Drugač bi hodil v fitness, ampak sem imel pač neko operacijo, da ne smem. In sem danes razmišljal, ali včeraj, ne vem pač, da jaz sem ful odrastel z napačnim mišljenjem, ne vem, a so mi to doma ubili, ali je bila taka kultura takrat. In sicer, da vaja za moč delajo samo bodybuilderji. To bi tako mogli vsi delati. Ja, itak zdaj, ko sem se mal bolj, da pač, ker začneš po 30 letu zgubljati mišično maso, 10% na desetletje, če pač tega ne vzdržuješ, s tem je povezana še kostna masa, so pač kosti ful šipkejše pol. In to je nekaj taga, ko se mi zdi tako zdaj osnovno znanje, pa ga jaz nisem nikoli od nobenega mi ni bilo to predano. Sem pač mogel z lastnim raziskovanjem priti do tega. Pa itak so to vedeli tati, ki imajo to ali v familiji, da imajo nekoga, ali pa če se zdaj ukvarja z neko tako, že si športnik, mogoče boš prej to, ne? In da sem res včasih gledal, pač, da sam bodybuilderji to delajo. In noben drug. Ja, kar skeri, ja, mislim skeri. Mislim, a si ti s kaj drugačnim mišljenjem odrastel? Ne vem, ko itak se noben ni pri nas ful ukvarjal zdaj posebej. Pač ne vem, recimo oče vem, da je bil ful aktivn, ampak zdaj, da bi ga mislim, vsej hodi pa to, ampak ni pa zdaj noben bil tak, da bi zdaj ful plaval, pa da bi dejansko imel kot na urniku. Ne, saj pol, ko imaš ti druge obveznosti v življenju, ali pa če si oče, to itek. Ja, pa tudi večinoma ljudje, ko smo jih imeli v sorodu, ali pa kolegi, ali pa to... Večinoma, če se niso profesionalno ukvarjali, ni noben, da bi se s tem obremenjeval. So bili aktivni, ampak ne na ta način, da so delali vaje za moč. So bili pač, ne vem, fuzbalerji, ali pa, čeprav ne vem, pa oni, ko so prav trenirali nek šport, so verjetno v sklopu kondicijskih priprav so pač bile vedno vaje za moč. Pa itak zdaj fitnessov pa itak ni bilo, to je pač... Ja. To se je zdaj itak ful razpasil, ful pač pozitiven trend, ampak ga itak industrija skuša čim bolj izkoristiti, da se čim več iztrži iz tega. Me pa zanima, kakve bojo raziskave v naslednjih, ne vem, 10 ali pa 20 letih glede teh osnov, tako sem že prej rekel, da bi naj bilo bi poročeno, da poješ 1 gram beljakovin na kilo telesne teže, ne? Jaz mislim, da mogoče kaj več, no, še celo. Ampak 1 gram je, že 1 gram je, mislim, da nadpovprečno za tiste, ko o tem ne razmišljajo.
In da je ful grozno, da nekdo proteine zraven je. Sam po drugi strani imaš pa ful govora tudi o tem, da je veliko več bolezni se razvija, naprimer iz tega, da nekdo ne skrbi za črevesje, tako bi mogel, pa ima pol raka na črevesje v primerjavi, da bi pač nekdo umrl, ker ima premalo beljakovin. Ja, to je pa res. na tem se pa tudi nič ne... Ne, sej, Sam svet ne vem, ali je to dejansko zdaj ful povezan, ali je pač sam naš življenjski način toliko slabši, ker toliko več stresa, pa nasplošno hitenja, pa toliko ene kemije, pa toliko enih slabih vplivov iz okolja, ali dejansko je kakšna druga težava tle, ne? Ja, enkrat sem prebral, ampak ne vem, če je to realna statistika, ampak zdela se mi je zelo smiselna, da 90% bolezni, ko jih danes poznamo, jih 100 let nazaj nismo, pa 90% živil, ko jih danes poznamo, jih 100 let nazaj nismo. Ne. Tako da mogoče je tukaj neka korelacija z temi boleznimi črevesja, pa to, ko si omenil. Kaj si pa rekel, naprimer, da bi kdo umrl zaradi pomanjkanja beljakovin, so pa tukaj, jaz grem pač po taki logiki, ne direktni razlogi zaradi pomanjkanja beljakovin, ampak predstavljaj si, to mora biti ta vnos beljakovin v kombinaciji z temi vajami za moč, da ti ohraniš maso pa kosti. In zdaj, če si ti prišel v 60-70 leta z zelo nizkim procentom pa z slabimi kostmi, je ful povečana možnost, da si boš nekaj naredil. Ful visok procent je ljudi, ki umrejo zaradi tega, ker si koliko zlomijo, zato ker si zlomijo koliko na starost, obležijo, jih fizioterapija ne reši, ker nimajo pač... Ni zgradbe, ki bi jih po koncu zdržala, ni mišic. Da bi lahko okrevali in obležijo in pa prije še demenca zraven, ker so skozi na istem mestu in pač telo degradira. In bolj tukaj je ta, zakaj so beljakovine, sicer so pomembne še za ful drugih procesov, ampak tako si rekel, direktno od pomanjkanja vnosa beljakovin verjetno ne bo noben umrl, je pa to ena dolgoročno ful dobra preventiva, se mi zdi. Da pač jih poješ dovolj. Pa se glede vsega, kaj pa pomanjkanje vlaknin, recimo, ne? To bi najbolj zdaj, to, ko sem rekel, rak črevesja, to bi najbolj povezano s pomanjkanjem vnosa vlaknin, naprimer, ne? Na splošno v zdajšnjih časih. Ja, jaz bi izpostavil še ne samo vlaknin, ampak mislim, to je ena izmed teh, fermentirane hrane. To pomeni kislo zelje, kislo mleko, to so pač ful dobri veri bakterijskih kultur, ki so se recimo v preteklosti ful več jedli, kot pa se zdaj. Zaradi tega, ker je bila to pač del, sploh v Sloveniji, če gledaš neke klasične ozimnice, in so ljudje si pač stvari vlagali, pa jih pač kisali in so tega pač dosti več uživali. A kisle kumarce štejejo to? Ja, ampak ne tak fejst. Bolj kako kislo zelje, kimči, nato, veš kaj je nato? Iz tega še nisem jedel, to je pač nek tak fermentiran fižol japonski. Ful tak snoti, lepljiv. Pa kombuča, naprimer. Kombuča poznamo. A je ta kombuča, ki jo kupiš v redu? Ja, ampak mora biti, ne sme biti pasteurizirana, valjda, ker če ne so pobili vse. Tudi če piše lightly pasteurized, je fertik. Ampak jaz zaenkrat, kar je v Sloveniji, pa kar sem kupoval kombuče, nisem nobene videl, da bi imela to napisano, tako da. Tudi imaš dva slovenska brenda, ko sta ednija na štartu iz Slovenije spel, pa imaš Isas kombuča, ko je pri 15 letih začela to delati. Tako da, ja, to so načeloma kar dobri produkti, se meni zdi. Tudi Slovenija, generalno, če greš v štacuno, mislim, da je sicer veliko šita, ampak če si vsaj malo pozoren, težko se kaj zmotiš. Lahko rečemo, da je v redu reguliranje, smisli isto reči. Tako da, kaj zdaj praviš, Florian, gremo zdaj v štacuno? Ja, pa ima dovolj. In kupimo 1 kuno. Za 1 kuno? To je za 1 kuno, to je 7 evra. Pa. To je res. Je še kaj na kuno? Kune so živali, so denar, so kunem ti se ja. Kaj že to pomeni? Da prisežem? Ali obljubljam? Ne vem. Kaj to pomeni?
Jaz mislim, da je čas. Za najn spas. Ja. Ali ne vidim spas. Za nas. Adijo. Se vidimo prihodnjič. Neka čini mi se. Dragi poslušalci in drage poslušalke, če vam je bil najin podcast všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subskrbite. V nasprotnem primeru se vam bo budilka spremenila v zvok pozavne.